Če se sprašujete, kva s tem fake kuharskim klobukom počnem, vam bom pol razložil. Nisi vegetarijanc ali pa vegan, pa nedelja je in pred tabo pohan pšanc, svinjska pečenka in vse, kar paše zraven, od juhe naprej. Kaj narediš? Jasno, zmažeš vse, kar je na krožniku, ker vse tako fino diši, pa še kuharci se ne zameraš. Zraven pa spiješ še deci, 2 ali pa 3 dobrega rdečega vina in to je to. Pač, v stilu zrihtaš slovensko nedeljsko tradicionalno pogostitvijo. Kaj pa narediš, če si zadaš, da en mesec ne boš pojedel niti koščka mesa? Tle se pa stvari zakomplicirajo, ampak spet sam toliko, kot to sam dopustiš. V osnovi pa drži, da se pač glavnemu delu obroka odpoveš in poješ več zelenjave, če je kje v bližini, in pa kakšno žlico fižola, graha, čečerike več, da s tem nekako zadostiš tistemu opevanemu vnosu beljakovin. Kuharci se boš pa s tem norim početjem itak zameril, to pač vzameš v zakup. Ampak to je cena, ki si jo pripravljen plačati, če si zadaš nekaj tazga, kot sem si jaz ta mesec zadal. Se pravi, zadal sem si, da bom zreduciral uživanje mesa na 0. Zakaj? Ker prvič, iz izkušenj vem, da sem bolj prljiv, da imam več energije, če jem lahkotnejšo hrano brez mesa ali pa z manj mesa. To sem v daljni preteklosti že počel, ampak sem na to mojo prastaro navado praktično pozabil, še posebej zdaj v času, ko so otroci pri hiši in ješ dejansko vse, ker ti pride pod roke, tudi tisto, ki je bilo že 3-krat prežvečen. Drugič, da spucam in prepucam organizem in prebavni trakt, se temu tako reče, a ne? Ker ga meso hočeš, nočeš, vse en kar precej obremeni. In pa tretjič, da ponovno na lastni koži vidim, kako se imajo vegetarijanci. Če res tako zelo trpijo, ker sam na delč gledajo tisti šnicel. Kaj sem ugotovil po enem mesecu rezanja bučkin, ribanja, korenja, vam povem takoj po temle kuharskem insertu. V njem sem napel vse sile, da vam predstavim en dober vegetarijanski recept, ki bo, sem prepričan, všeč tudi najbolj zagretim mesojedcem. Rad imam enostavne recepte, ker konec koncev kdo jih pa ne mara. In kva me ta mesec rešuje, če lahko temu tako rečem, ko ne jem mesa, velikrat si naredim fižolovo pašteto, vsaj jaz tako pravim. Lahko rečemo pa tudi fržolova pašteta, ker v Moravčah pravimo fižolu fržol. Kva rabimo? Fržol, skušo, to je bonus, tega ni treba načeloma noter dati, ampak fajn naredi. Ole, oljčeno olje, sol, česen v prahu, zenf, limona, voda po potrebi. To ni šnavc. Vse skupaj butneš klene noter v tale čiste zadnji bošov mešalnik. In to je to. V glavnem, po enem mesecu kot eksperimentalni vegetarijanec ugotavljam, in to je tudi najbolj pomembna ugotovitev, da mi v bistvu prav nič ne manjka. Da še vedno živim in diham in sem klele, kljub temu, da sem se odpovedal vsem repetavkam in rebrcam, ki so mi ta čas hodile naprot. Skratka, energije imam dost, počutim se fajn in če izvzamem občasne vetrove, ugante od kje, tudi prebava štima. Pa hitrej se naspim in, kar vidim kot enega največjih plusov, sem po večjem obroku takoj pripravljen na akcijo. Ne pa, da kot en zombi ves omotičen in prenažrt naokoli posedam. Tako da palc gor za trenutni izid eksperimenta in vsakogar, ki bi se odločil početi ali pa sprobati podobno, k temu močno spodbujam.
Če že v svojem ožjem krogu nimate dovolj ljudi, ki bi vas pri tej kontroverzni odločitvi podprli. Če pa spadate med tiste, ki rabijo vse mogoče znanstvene razlage, da jih nekaj prepriča, v tem primeru bi bila pa mogoče kitajska študija ena taka fina zadeva za to prijetno zimsko branje. Je pa tako, da obstaja tako za kot proti mesni prehrani nešteto argumentov. In če se že kje razprava zahakla, je to zagotovo pri etičnem vidiku mesnega prehranjevanja, ampak o tem mogoče kdaj drugič. Na splošno pa drži, da če ne probamo, ne moramo vedeti. Ampak v Easy, kot zdaj že vemo, ključni so majhni napredki in minimalne dnevne spremembe. Na vseh področjih in verjamem, da način prehranjevanja ni nobena izjema. A ja, pa če vas zanima, odkje tisti prej omenjeni vetrovi, evo, samo za vas še en vrhunski recept za eno precej nenavadno, ampak odlično sladico. Fižol, jajca, kokosovo maslo in kavo zmiksamo v multipraktiku do gladkega. Nato dodamo kakav, kokosov sladkor, mandljevo moko, vaniljo in pecilni prašek. Zopet zmešamo do gladkega. Na koncu dodamo še manjše kose nalomljene čokolade in dobro premešamo. Dajmo še malo te smetane zraven, če je že pirog, a ne? Težko je vegetarijanska.